Ob druženju z nekdanjimi učitelji in učenci so obudili spomine na pedagoško delo nekoč in danes. Predvsem pa na šolo, ki je bila zgrajena, ker se je predtem v edini črnomaljski osnovni šoli stiskalo več kot 1000 učencev. Pouk pa je potekal v 2 izmenah. Šola je s takšno prostorsko stisko, brez telovadnice, knjižnice in kabinetov, težko sledila zahtevam sodobnega pouka. Novo zgrajena šola je bila za tiste čase prava lepotica, a že po 2 letih je postala pretesna. Dolgoletna želja po dograditvi prizidka se jim je izpolnila šele pred 8 leti. Med učenci 40 generacij, ki so obiskovali osnovno šolo v tej stavbi, je tudi črnomaljski župan Andrej Fabijan. Lahko rečem, da najbolj spominu nam je ostala tale telovadnica, v kateri je bil danes tudi tale prireditev. To je bila takrat največja športna dvorana oziroma telovadnica v naši občini in prav gotovo vsi učenci, učenke, vsi, kateri smo se ukvarjali radi tudi s športom, se te dvorane še kako spominjamo. Prva leta je v šolski stavbi v Loki potekal le razredni pouk. Leta 1989 pa je šola postala samostojna. Takrat jo je obiskovalo 700 učencev, danes pa jih je vključno z 2 podružnicama v Adlešičih in v Gribljah le še 550. A razveseljivo je, da to število kljub vsemu narašča. Kar 70% učencev se v šolo in iz nje vozi z avtobusom, saj prihajajo iz 50 različnih vasi in zaselkov. Da je na šoli odlično vzdušje, so dokazali tudi na tokratni prireditvi, na kateri so skupaj peli, igrali in plesali učenci in učitelji. Ja, sem zelo zadovoljna in sem srečna, da delam v takem kolektivu in vodim tak kolektiv, ki je pripravljen delati timsko v skupini in le tako lahko potem tudi otroke vzgajamo za skupno sodelovanje in za naprej za medpovezovanje, ker letos je leto medkulturnega dialoga. Tudi to je prvi začetek, medgeneracijski začetek povezovanja. Osnovna šola Loka bo čez 2 leti praznovala 20-letnico samostojnosti. Želijo si, da bi ob tem jubileju stari del šole, ki letos praznuje 40 let, dobil prenovljeno podobo.